Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o samooskrbi, o rastlinjakih in o vsem tistem, kar pravzaprav večina izmed nas verjetno še ne ve. In danes bomo seveda te stvari izvedeli. Za začetek recimo vam lahko zaupam, kar sem uspela izvedeti in se bom tega najprej lotila, da vidim, kako dobra vrtnarka bom, je, da se lotim vzgajanja kalčkov. Ja, prav ste slišali. Če si želite zagotoviti dovolj vlaknin in rodnin, potem se lotite torej simpatičnih kalčkov, ki jih lahko vzgojite kar na vašem kuhinjskem pultu. Pridelate jih v 2 dneh, paziti morate edino to, da ne bodo splesneli. In redno uživanje kalčkov izboljša prebavo, odpornost imunskega sistema in tudi splošno zdravje. Študija Ameriške univerze je dokazala, da je v kalčkih celo 500% več vitaminov kot pa v semenih. No in seveda, če želite recimo kaj bolj konkretnega za vas ali pa recimo za vašo družino, tudi po zimi. Po zimi je to velik problem, ker pravzaprav imamo na voljo samo, dajmo temu reči tako, kaj je, realno zelo drago ekološko zelenjavo, potem seveda moramo razmišljati o tem, da pričenjamo torej tudi sami kaj narediti na tem področju. Zdaj, po zimi je to malo problem, in zato, ker je to problem, smo danes povabili v goste Aleksandra Mitovskega, ki bo seveda več povedal o tem, kako, na kakšen način lahko en laik, kakor sem jaz, si po zimi kakšno zelenavco pridela. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala lepa. Torej za začetek. Rastlinjak, Ja. Zdaj vi ste prinesli tamle eno luštno morsko blazino, Kaj, bomo na morju gojili po zimi, ali kaj bomo delali? Glejte, to je zato, da pač z rastlinjakom in pa vrtnarjenjem je dovolj dela, in potem, ko je oseba utrujena, pač se lahko spočije. Ne, malo heca, ampak v bistvu ta ležalna blazina je pač tule predstavljena zaradi tega, da pač povem, da je to prvi naš proizvod, s katerim smo se mi začeli ukvarjati, katerega smo mi začeli pridelovati. Tako, mislim pridelovati, izdelovati, tako. In potem smo leta zatem dopolnjevali te naše proizvode, se pravi razširili celo na sedežne blazine, na tapeciranje, na avtotapetništvo. Zadnjih 14 let, moram se pohvaliti, pa pač se posvečamo izdelavi rastlinjakov, kar je tudi današnja tema. Tako. Zakaj smo se v bistvu odločili za to? To je pač neka taka anekdota bila, kjerkoli se peljemo po Sloveniji, vidimo doma pridelane rastlinjake, izdelane in v bistvu vsi so nekako zbiti iz desk, prekriti s folijo in zato imajo potem uporabniki tudi težavo z zračenjem, ker imajo folijo kar povezano čez, zbito z deskami. In nekako smo mi začeli razmišljati, kako bi to zadevo nekako izboljšali, kako bi nekaj doprinesli k temu. In kaj se je zgodilo? Pač rodila se je ideja o rastlinjaku s krojeno folijo. Zakaj krojena folija? Ravno to, o čemer sem prej govoril, omogoča enostavnejše zračenje, imamo lahko vhod na zadrge, to bom tudi kasneje verjetno še pač poudaril in povedal, kakšne opcije so. Tule imamo eno takšno manjšo izvedbo, rastlinjaka. To bi bilo zame idealno, da vidim, če bi kaj sploh rada po zimi. Ja, verjamem. Ampak to je pač ena takšna osnovna izvedba, ki jo tudi ponujamo za neko tako osnovno ceno. In s takšno izvedbo se lahko loti vrtnarjenja v bistvu čisto vsak, ki ima nekaj znanja, oziroma največ pa pomeni, da ima človek željo po tej samooskrbi, ki lahko sam pridela zdravo hrano. In greva zdaj mi da čist na prakso. Torej, jaz sem se odločila, da bom po zimi pridelovala svojo zelenjavo. Kaj potrebujem, kaj moram zdaj skupati in kako jaz to naštimam? A to pridete vi naštimati mi, ali to moram jaz sama postaviti, kakšne materiale imam? Vse mi razložite, ker nimam pojma. Torej, kje začnemo? Evo, poglejte. Ne samo to, da smo mi proizvajalci in prodajalci. Pri nas tudi obstaja neka tehnična podpora. Torej za laike, če jaz pokličem, rečem, pomagajte mi, jaz nimam pojma, mi bo nekdo vse na prijazen način verjetno razložil. Tako, vi morate sporočiti vašo lokacijo, kje se nahajate, da mi pridemo, si ogledamo teren, svetujemo glede same postavitve
rastlinjaka, ker tudi to je pomembno, recimo v poletnih mesecih, kako je obrjena daljša stranica, se pravi sever-jug ali po zimi, ko je sonce nizko. Aha, tudi na to vse. Tudi na to, ampak bolj se mi oziramo na te zadeve, na samo postavitev zaradi kakšnih vremenskih vplivov, ne. Zdaj, če je v bistvu iz katere smeri bolj piha, kje je močnejši veter, tudi na te dejavnike moramo biti pozorni. No, na to je sploh pomislila, ne bi, da moram vedeti torej smeri neba, podnebje, torej vreme, pa še veter, ali kaj? Tako. Ampak z rastlinjakom pa v bistvu nekako te stvari zaščitam noter, ne glede na to, kakšno je stanje zunaj, ali? Tako je. Zdaj, v bistvu, če nadaljujem zgodbo, mi pridemo, si zadevo ogledamo, svetujemo, kako in kam postaviti rastlinjak, še prej pa vas povprašamo, kakšno dimenzijo si vi želite, oziroma kaj vam dopušča vaš prostor, kamor bi mi umestili ta rastlinjak, v katerem boste vi vzgajali vrtnine. In zdaj mi povejte, recimo, a je neka povprečna dimenzija, za katero se recimo večino ljudi odloča, če ne govorimo zdaj o neki, ne vem, kakšni veliki pridelavi, ampak recimo za enega človeka, ki bi rad za svojo družino, torej po zimi dobro poskrbel, kakšne so te mere približno? Kakšna je to velikost rastlinjaka? Se sploh znam predstavljati? Nekako tako. Zadeve se sučejo, bom povedal pač dve dimenziji, ki sta nekako najbolj priljubljeni. To je dimenzija, se pravi, mi imamo širino 3 metre, dolžino 2,40 metra, kar pomeni, da na vsakih 80 cm je nov segment. In druga dimenzija, ki je zelo všečna, je v bistvu velikost 3x4 metre. Se pravi, tako dobimo nekakih 12 kvadratnih metrov obdelane površine. In seveda, zdaj potem na vašo željo, nismo mi samo tu, da vam izdelek prodamo, ampak da vam svetujemo, da vam nudimo neko tehnično podporo, kakšno je samo vzdrževanje rastlinjaka, kaj nudimo še poleg osnovne izvedbe in pa seveda na vašo željo tudi pridemo in rastlinjak postavimo, česar vi pri kakšnih drugih nakupih v trgovini, recimo, ali pa preko spletnega nakupa, te možnosti verjetno nimate, ne. Mi pa dejansko stopimo v stik z osebo, se nekako povežemo, vidimo, kaj stranka potrebuje in na ta način probamo ustreči kupcu, da je čim bolj zadovoljna, stranka, da je čim bolj zadovoljna in da potem z veseljem vzgaja svoje vrtnine. Jaz sem se odločila, da bom torej nekaj posadila in zdaj, če se odločim za ta rastlinjak, a moram jaz to kaj ogrevati? Ali je to kar, kako to deluje? Ja, glejte, ti rastlinjaki so v bistvu klasični rastlinjaki, neogrevani rastlinjaki. Seveda je možnost tudi kasnejšega ogrevanja. A pa rabimo sploh ogrevanje pol vrste? Ali je že to dovolj zaščite, da v bistvu ne rabimo ogrevanja? Glejte, v bistvu je že za začetek je že to dovolj velika zaščita. Recimo, če že pogledamo same vremenske pojave. Mi že same vrtnine z rastlinjakom, s tem, ko je pokrito, zaščitimo pred pozebo, tako da nimamo tistega strahu od tej zofki, da bi se recimo zima ponovila in potem nam slučajno, zato ker je v predhodnem času bilo preveč toplo, so plodovi pognali, potem pa pride pozeba in nam v bistvu uniči plodove in s tem v bistvu tudi naš trud. Druga zadeva, zaščitimo naše pridelke pred točo, pred žledom in pa seveda mi lahko v rastlinjaku naredimo, v bistvu mi uravnavamo namakanje. Dajva še to obdelati. Kaj z namakanjem? Tako. Ker kaj se v bistvu lahko zgodi? Paradižnik je v bistvu zelo, zelo občutljiva zadeva. Treba je pač skrbeti zanj. Če je preveč vlage, tudi ni dobro. Zato s tem, ko imamo zadevo pokrito, ščitimo, se pravi, tako kot sem že povedal, pred mrazom, pred točo, in pa pred žledom recimo in mi lahko sami uravnavamo
namakanje. To namakanje pa zdaj lahko izvedemo na dva načina. Torej, da imamo neko avtomatsko namakanje ali pa pač s kanglico hodimo po rastlinjaku in zalivamo. Ne? Kaj pa poleti? No, prej ste omenil, poleti v bistvu ti rastlinjaki so tudi funkcionalni ali ne? Seveda so funkcionalni, ampak tam je pa pomembno, da imamo mi, da izvajamo zračenje. Ker v vročih poletnih mesecih se lahko zgodi, da pride celo do ožiga. Teh rastlin, ne, in v bistvu uvenijo. Zato je dovolj pomembno, da nudimo dovolj zračenja. Zdaj, če je recimo dovolj vročih sončnih dni zaporedoma, priporočamo tudi senčilno mrežo. Tole na vrh? Tako, to je ta zelena mreža. Ta v bistvu pride v poštev poleti, pol predvidevam, ne? Tako. Poleti pač, da mi zmanjšamo temperaturo. Zdaj nekateri izvajajo tudi senčenje z notranje strani, ampak mi tega ne priporočamo, ker je večji efekt, če se dela senčenje z zunanje strani. No, evo, pa smo zdaj spet nekaj. Še nekaj bi povedal, ker smo že ravno kar pri mreži. Namesto te mreže, oziroma lahko tudi čez to mrežo, namestimo še eno mrežo, ki se pa imenuje protitočna mreža. Ta pa v bistvu ščiti še rastlinjak sam. Tako da ne pride ob morebitni toči, da ne pride do poškodbe samega rastlinjaka, ga prelukna in potem spet lahko poškoduje vrtnine. No, zdaj pa imamo na telefonski liniji že našo gledalko, ki je seveda se odločila, da vas nekaj vpraša. Dajmo ji kar prisluhniti. Spoštovani, solate nismo jedli že od decembra. Potem, ko smo pobrali zadnji radič, sem šla v trgovino, da bi nabavila malo domače zelenjave. In me skoraj kap. Ekološko predelana zelenjava je absurdno draga. Bučke in špinača so dražji od mesa, 1 kilogram špinače 7 evrov je halo. In spet premišljujemo, kako bi poboljšali samooskrbo tudi v zimskih mesecih. Razmišljali smo o rastlinjaku, ampak se nam sploh taka naložba splača. Hvala za odgovor. Ja, hvala za vprašanje. Seveda, vsakdo se vpraša, kolikšna bo ta naložba. Se splača, torej, po vašem? V bistvu, gledajte, če zadevo preračunamo glede na trajnost samega izdelka in tisto, kar lahko mi iz njega poberemo in zaužijemo, definitivno se splača. Ker temu nekako tudi v smehu pravijo, to je hiška zdravja. Hiška zdravja zaradi tega, ker pač pobiramo res ekološke, zdrave pridelke, tiste, ki smo mi vzgojili z ljubeznijo, ker tudi nekateri pravijo to ne bom zdaj jaz rekel, da je to iz mojih izkušenj, ampak da na način, kako mi vzgajamo vrtnine, da nam tudi vrtnine same vračajo s svojim okusom potem. To je res. Zdaj, če gospa je torej spraševala po zimi, kako lahko v bistvu, kaj pravzaprav po zimi lahko gojimo, kar sicer ne bi mogli, torej, če imamo rastlinjak? Ja, gledajte, s samim rastlinjakom mi že tudi v bistvu prednost samega rastlinjaka je to, da mi lahko pričnemo pač saditi dovolj prej. Potem imamo tudi pridelek prej, ne? Pridelek je prej, to je res. Prej ga lahko začnemo pobirati in dalj časa traja. V nekaterih primerih se zadeva tudi podvoji. Tudi paradižnik, recimo, če pogledamo, ki je ena taka najbolj sočna zadeva, najbolj uporabna, je na zunanjih gredicah v bistvu avgusta že kar več ali manj konec. Z rastlinjakom se to kar precej podaljša. Če samo zimo imamo pa lahko v bistvu mi vse vrste solat, se pravi najbolj pač te zimske, torej kakšen motovilc, radič, endivja, potem spomladi pa pač začnemo s temi sezonskimi solatami. A pa je ta rastlinjak v bistvu premičen ali je pol to fiksiran? Hvala, da ste me še na to upozorili. Zadeva je takšna. Teža samega rastlinjaka, recimo, je nekako, kaj naj rečem, tam nekje okrog 40 do 50 kilogramov. Recimo, če gledava za tisti najbolj povpraševan izdelek, kar pa pomeni,
da lahko mi v bistvu kline, te sidrne kline, ki jih pač uporabljamo, poberemo ven, zagotovimo dovolj veliko število pomočnikov in skupnimi močmi prestavimo na drugo lokacijo, tako zagotovimo tudi kolobarjenje. Ne? No, kaj pa kolobarjenje? Dajva še o tem kakšno reči. Jaz nimam pojma. Na kakšen način se to potem izvaja? Povejte malo več o tem. Ja, poglejte, tu gre za samo rodovitnost prsti, ne? In zaradi tega, ker mi tam na tistem določenem mestu, kjer imamo rastlinjak že dalj časa postavljen, izrabimo vse tiste hranilne vrednosti, ki jih pač rodovitnost zemlje ponuja, prestavimo na drugo lokacijo in znova pridelki uspevajo. Seveda lahko tu zboljšujemo tudi z naravnimi gnojili. Kaj pa material? Je samo tale v bistvu, to je PVC, predvidevam, ogrodje? Ponujamo dve vrsti. Zakaj pa dve vrsti? Ja, poglejte, pač tudi cenovna razlika je. Kaj pa tako učinkovitost? Učinkovitost je pa v sami trpežnosti. Se pravi, pač druga izvedba je pocinkana konstrukcija, ki je pač močnejša in je tudi bolj priporočljiva za večje dimenzije. Torej za našo domačo uporabo realno imamo PVC. Za vašo domačo je takšna izvedba zadosti, kajti tudi zdrži kar nekaj snega. In rad bi pa sam nekaj še poudaril, kar se tiče samega vzdrževanja. No, ravno sem hodila vprašati, kako to vzdržujemo sploh. Tako. Zdaj, ker je tole v bistvu plastika ali pa pri pocinkanem ogrodju je pocinkano ogrodje, nekega hudega vzdrževanja ni. Mi moramo samo pač biti pozorni, če zapade recimo večja količina snega, da pač otresemo, da se v bistvu sneg odpade iz strehe. Zadrge tule je treba, priporočam vsem, ki se bodo odločili za nakup, da je treba pač jih vzdrževati. Se kupi silikonski sprej, s katerim se zadrge mažejo, s tem lažje tečejo, podaljšamo življenjsko dobo. Tistim, ki se pa to zdi pač prevelik strošek, pa priporočam, da vzdržuje zadrge na star način. To je pa z navadnim milom. Milo, no, hvala za to informacijo. Jaz verjamem, da marsikdo izmed vas tega seveda ni vedel. Še nekaj me zanima, dimenzija. Vi delate to po meri, ker pač različne velikosti zemlje imamo na voljo. Eni imajo bolj malo, koliko recimo minimalna dimenzija, ko lahko naredite, ali je to res čisto po meri? Ja, glejte, lahko naredimo tudi čisto mehne. Mi tistim nizkim pravimo tople grede. To so recimo, ne vem, 1,20 x 2 metra, da je še neka taka funkcionalna zadeva. To je bolj v bistvu mišljeno za solato. Torej za občutljivost. Tako, višji, ki pa so, je pa seveda vse skupaj povezano s samo stabilnostjo. Zato morajo biti neke dimenzije, proporcionalne dimenzije, da tudi zagotovimo dovolj dobro stabilnost rastlinjaka. Načeloma pa v bistvu prisluhnemo vsem željam. Torej naredite res po meri za vsakega posameznika. Dejansko po meri. Tudi v bistvu zagotavljamo vse nadomestne dele, bodi si, da pride do kakršnekoli poškodbe. Torej, če je karkoli narobe, jaz vas pokličem, rečem, pomagajte mi in pridete in popravite zritate. Vi poveste, kakšno težavo imate, pridemo, si ogledamo, vam svetujemo, ponavadi je kakšnih več poti do samega popravila in v bistvu s tem se tudi približamo mi ljudem, ki bi radi, seveda. Super. Najlepša hvala, Aleksandar, za vaš obisk. Jaz seveda verjamem, da smo vsi izvedeli ogromno informacij, kako lahko pridemo do svoje lastne ekološke zelenjave.